Zadeva je bila zelo preprosta, dejansko smo si vzeli 3 dni in se v nočnih urah odpeljali od počivališča do počivališča ter prešteli, koliko parkiranih tovornih vozil je parkiranih izven označenih parkirnih mest ter koliko od tega jih je parkiranih na nevarnih mestih, kot so uvozi in pa izvozi na avtocestna počivališča. In dejansko smo ugotovili, da praktično na skoraj celotnem omrežju so ta počivališča prezasedena s tovornimi vozili. Kot najbolj zaseden se je pokazal Primorski krak, kjer so počivališča več kot 200% obremenjena z tovornimi vozili, kjer na celotnem kraku ni bilo niti enega prostega parkirnega mesta. Imate morda kakšen predlog za rešitev, kako bi se dalo k temu problemu pristopiti? Prvo kot prvo, definitivno lahko ugotavljamo, da je pomanjkanje nekje od 200 do 500, 600 parkirnih mest, ki bi jih bilo treba zgraditi na slovenskem avtocestnem omrežju. Poleg tega smo ugotovili, da na malih počivališčih, kjer je trenutno po prenovi prepovedano parkiranje za tovorna vozila, v nočnem času dejansko tam ni parkiranih osebnih vozil, večina teh počivališč je bila popolno prazna, tako da lahko bi izven turistične sezone ali pa v nočnem času sprostili to omejitev, da se tovorna vozila lahko parkirajo tudi na teh počivališčih. Poleg tega smo ugotovili tudi, da večina avtocestnih počivališč ne omogoča krožne vožnje. To pomeni, da tam, kjer imamo več vrst za namenjenih parkiranju tovornih vozil, vozniki, ko enkrat zapeljejo v eno vrsto, ne morejo več zapeljati v drugo, če so morda tam prosta mesta. In pa tudi skoraj vsa avtocestna počivališča so načrtovana tako, da so tovorna vozila, ko so parkirana, usmerjena proti avtocesti, kar pomeni, da v kabino tovornjakov prihaja dosti več hrupa, kot bi ga, če bi bila obrnjena v nasprotno smer, to se pravi, da bi bili obrnjeni stran od avtoceste.